kakor se na Canicrossu zdaj trudim s tem mojim psom na tekmah, jaz se v lifeu nisem na svoji tekmi tekaški tako trudila. Zakaj maratona ne tečem? Jaz maraton tečem na drugih življenjskih področjih, ne. Znam tudi z bolečino shajati, ne. Tako da v bistvu meni, dokler lahko vstanem in tečem naprej, dokler se lahko premikam, je pač vse v redu, no. Pač ugotoviš, da ni važno, koliko veš o mačkah, ne, ker če nisi ti strokovno sposoben za delo z ljudmi. Tako da v bistvu lahko združim to svojo umetniško izobrazbo in to svojo mačjo izobrazbo in lahko nekaj naredim, dajmo reči, ko bo res koristno. Dobrodošli, drage dame, dragi gospodje, ne boste uganili, na kateri dan snemala s tole mojo drago gostjo na Martinovo. Ja, zdaj ne vem, če ima ona pri sebi kozarček, jaz sem ga pozabil, ampak nič ne de, ko boste tole poslušali, pa gledali bo Martinovo že mimo pa pit, tako ni preveč dober, a ne? Ja, posebej, če podcaste poslušate, ne, rajt pejte teč, sami ali pa s kakšnim štirinožnim prijateljem, tudi o tem bo danes beseda, zakaj, ker je moja cenjena gostja, spoštovana Pšenica Kovačič. Dober večer, Pšenica. Dober večer, hvala lepa za povabilo in čestitke za tak imeniten podcast, da vsi dobimo priložnost, da majčkeno govorimo vse, vsi radi preveč govorimo vse, tako da hvala. Spoštovana gostja je rekla vsi, ja, ravno vsi, pa vendarle ne, a ne, je poseben razlog, ja, da sem te, draga Pšenica, povabil v tale podcast, med drugim si pred kratkim postala svetovna prvakinja. Aplaudiram. Sama, daj povej, nisem imel veliko svetovnih prvakinj v temle podcastu in zato sem še posebej vzhičen. Povej več, v čem si postala svetovna prvakinja? Postala sem svetovna prvakinja v disciplini Canicross, to je tek s psom, ker imaš psa pripetega na povodcu in ti da večjo hitrost in potem teče z njim, ne. Svetovno prvenstvo je potekalo v Bardonecchi v Italiji, to je bila moja prva večja tekma. Koliko časa treniram, bom vse malo kasneje povedala. Sem pa zmagala v kategoriji žensk nad 40 let, zato ker so starostne kategorije, to se pravi junior, senior, masters 1 in masters 2, tako da jaz sem zmagala v kategoriji masters 1, se pravi med 40 in 50 let, sem pa 13. na svetu od vseh žensk, če jih damo skupaj. Tako da je bilo to ful presenečenje in še vedno sem malo tako, ne morem čisto verjeti, no. Dejva reči potem, kakšna pa je konkurenca, no, zdaj, da ne bodo rekli, ja, seveda je zmagala, saj sta bila edina v konkurenci. Ne, to ne drži, spoštovani in spoštovane. Pšenica, izvoli. Zdaj tako, v kategoriji do 40 let je bilo 100, v moji kategoriji je bilo okoli 30, v višji kategoriji pa precej manj, no, tako da v bistvu pride pa tudi na svetovno seveda malo boljše, ne. Jaz niti nisem vedela, s kakšno konkurenco imam opravka, zato ker največ, kar sem šla v Italijo, v Trbiž na tekmo, ne, tako da v bistvu jaz sem vedela, da bo, dajmo reči, temu močna konkurenca, malo sem šla imena pogooglati in ko sem videla, kakšno življenje imajo, to se pravi življenje, ki je posvečeno temu športu in psom sem rekla, ne glej, raj peč trenirati, da ne boš imela pač, da ti ne bo morale zbil, ne. Tako da potem sem pač šla, ne, slučajno sem dobila možnost, da kljub temu, da sem imela samo en tekmovalni rezultat, sem lahko šla zato, ker pač v Sloveniji tega skoraj nihče ne počne. Oziroma počnejo, ampak pač premalo ljudi je, da bi, dajmo reči, da to je tudi stvar denarja, da greš na tako stvar, ne. Ni samo stvar želje ali pa stvar, ne vem, doseženih rezultatov, je tudi v bistvu kar konkretno stane vse skupaj. Ne štartnina, ampak cel izlet tja, no, tako da je tudi to dejavnik. Kako se, potem uvrstiš tja, rabiš tekmo, ampak se sama prijaviš, te mora kakšna zveza prijaviti, te mora kdo nominirati za to, kako to izgleda? Zdaj v tujini to poteka prav tekmovanja so in ti moraš imeti pač dovolj dobre udeležbe, ne samo udeležbe, ampak predvsem uvrstitve. Če je konkurenca zelo velika oziroma zelo številna na državo, potem res zberejo samo prve ali samo prve 3. V Sloveniji tega pač ni, ne. Ogromno ljudi to počne, ampak v bistvu ne tako zelo resno. Je pa stvar v tem, da seveda se ne moreš sam prijaviti, te mora organizacija prijaviti, ki je član organizacije, ki organizira to tekmo. Zdaj
trenutno sta dve večji organizaciji, ena je ICF, International Canicross Federation, druga je pa IFSS, International, bom rabila tih, lahko pa pošpegam, ko imam Plonkič. Všeč so mi gostje, ki so Ja, temeljito ne, zato ker pripravljene. jaz sem malo dislektična in potem rabim, sploh pa, ko gre za kratice, Plonkič, gre pa z International Federation of Sled Dog Sports, to je pa druga organizacija, ne, in v bistvu mora biti društvo ali klub, mora biti član te organizacije in potem v bistvu društvo oziroma klub te prijavi, ne, na podlagi načeloma rezultatov, ampak jaz sem pač imela samo en rezultat, ker je prišlo potem do poškodbe in potem nisem izkoristila pač tekmovalne sezone, kot bi jo lahko. No, tako. Praviš skozi šivankino uho, ampak do Ja. prvega mesta na podiju. Kakšna, pa to je filmska zgodba. Upam, da poslušajo te kreativci tam zunaj, scenaristi, da to zapišejo. Seveda, kdo bo igral Pšenico Kočič? Ja, Pšenica Kočič, kdo bo drug? Ja, kdo bo igral pa Kina njenega psa? Tudi jasno, popolnoma jasno. Ne bo tle nobene audicije, tako da nehite. Ja, mislim, res vrhunsko, jaz sem prebral tisti članek, priznam pa še nekaj ljudi me je potem opozorilo na te, ja, kar seveda potem je bilo jasen znak, da se mora o tem malo več pogovoriti, tudi zato, ker v Canicrossu smo enkrat pač malo že govorili, ja, Anže Sobočan je omenil, tako je bil moj gost. Dober prijatelj, ja. Sem opazil tudi, vajno navezo, ampak on je takrat omenil, da se s tem tudi peča občasno, no, in pak zdaj sem pa dober, mislim, svetovno prvakinjo in te ne spustim iz rok, ja, da mi vse ne poveš o tem, kako to tekmovanje izgleda, ne, pa govorila si o stroških, pa o pripravi in tako naprej. Kje bova začela takoj, samo dovoli mi 3 stavke o tebi, zato da te spozna morda tista tekaška srednja, ki te še ne, čeprav, ne, tisti, ki so malo na socialnih omrežjih zadnja leta, pa spremljajo kakšne teke, take in drugačne, so to tvoje preko dokaj posebno ime, ja, že zapazili v kakšnih rezultatih, ponavadi tudi med prvimi, potem na ciljnih razporeditvah. Pšenica Kovačič, to ime si boste zapomnili. Prvič bom to rekel, zapomnili si jo boste, pa ne samo po imenu, pač pa tudi kot diplomirano slikarko, pa oblikovalko, ustanoviteljico Minamikat, ja, to je Center mačje kulture, ja, ona tudi svetovalka za mačje vedenje s priznanimi certifikati, kajpak, pravijo tudi mačja šepetalka, bo več o tem, kar se ne je, ja, ker vam je tudi mačka doma, me bo to zanimalo. Ima pa tudi veliko športnega znanja, ja. Več let je trenirala taekwondo, kickboxing, karate, boks, to bi si mislil. Ima, ja, certifikat inštruktorce za aerobiko oziroma za voditeljico športa, pa je tekačica, rekreativna, izvrstna tekačica, zmagovalka več tekaških prireditev, ja, nisem jo še zapazil na maratonskih lestvicah, pa tudi v tem bova kakšno rekla. Ja, zadnje čase pa, kot ste ugotovili, Canicross na najvišjem možnem nivoju. In zdaj, ker so začela svetovnim prvenstvom, bo v teku malo kasneje, kako si se znašla v Canicrossu za božjo voljo? Zdaj, tako, to je dolga zgodba, še dobro, da imava čas, ampak jo bom probala skrajšati, kot se le da. Jaz sem že od nekdaj v športu, 19 let sem trenirala borilne veščine, nato sem se prekvalificirala bolj v varno območje aerobike in fitnesa in nato sem to delala. In v bistvu jaz sem imela že, dajmo reči, vsa ta leta do korone konstantno 2 treninga na dan. In jaz sem tekla samo priložnostno. To se pravi, zdaj, ko treniram pri Kejžerju, sem bila jaz tako, toliko, kar jaz en dan pri Kejžerju naredim, toliko sem jaz včasih v enem mesecu naredila kilometrov, ne. Imela sem pa skozi kužke, s katerimi sem občasno hodila tekat. Začela sem s temi mojimi starimi, navadnimi kužki, nato mi je bilo to toliko všeč, da z vsakim kužkom, ko sem ga dobila, sem probavala to, ampak v bistvu do tega nivoja, kakor sem zdaj prišla, sem pa mogla prav posebenega psa za to kupiti, ne. Je tudi ena taka, v bistvu, življenjska zgodba, ne. Mogla sem se posloviti od enega kužka, ki je bil zelo poseben in v bistvu sta mi začela Nuša in Edo posojati svojega psa Nitrota. To je Eurohound, več pasanje teh vlečnih, ne. On je recimo majčkeno bolj manjši pes, okoli 24 kg, on je bil že zelo narejen in dodelan pes in z njim je bilo teči poezija. Kot prvo nisva bila niti približno toliko hitra, kakor sva s Kinom, ampak sem jaz blazno uživala v tem teku, ko vsi, ko tečemo, vemo, da doživiš tisti
nor efekt, ki ti, to je nekaj najboljšega na svetu. In jaz šele, ko sem z njim začela teči, z nitrotom, sem ugotovila, da je to meni res tako dober, da jaz bi pa rada to večkrat počela, večkrat na teden, večkrat, ne vem, bi šla na tekmo s takim psom, ker prej sem jaz tudi, ko sem hodila na tekme s svojimi navadnimi psi, to ni bil ta prava izkušnja vlečnega psa. To je bilo tako, pač, kot da gre vsak navaden s svojim psom laufat, ne. In v bistvu sem se jaz vsa ta leta udeleževala tekme kot neke treninge, zato ker sama pač nisem tekla in v bistvu mi je šlo dosti dobro na teh tekmah, glede na to, da ne tečem, ampak se moram reči, to je ta moja športna baza, ki jo imam. In jaz se tudi nikoli na teh tekmah nisem neki ful trudila, tako bom rekla, vložila sem napor, ampak nisem se trudila, ker nikoli nisem bila dovolj motivirana, da bi dala še nekaj več, ne. Tako da vsi ti rezultati, ki so prišli sicer z naporom, ne pa tako, ko vidim ostale, ki se res potrudijo. Vsakič si rečem, ko prijem v cilj, zdaj sem pa res potrudila, zdaj sem pa res začela trenirati, ne. In dokler nisem dobila tega svojega psa, ki ima zdaj le 20 mesecev, ne, v bistvu sem jaz tako tekala, sem pa kaj majčkeno več. Pa, ko sem videla, koliko je ta moj pes dober, sem pa videla, da sama pa ne bom več mogla takole, ne. In to je prišlo do tega, da sem pač iskala neke pomoči zunaj Slovenije, oziroma ne samo zunaj Slovenije, oziroma nekoga zunanjega, ki ima več znanja in izkušenj v teku, ampak žal v Canicrossu za tak nivo ga v Sloveniji ni. So v bistvu zelo srčni ljudje, zelo predani ljudje, ampak da bi pa res imeli znanje športa, teka, ne vem, kinologije, tako, ali pa vsaj tega športnega tekmovanja, to psihologijo, ne, oziroma da bi imeli tak značaj, tega ni bilo. Tako da sem se po nekem spletu okoliščin znašla pri Romanu Kejžarju in sem marca pri njemu začela. Nato sem se poškodovala, zato ker imam že od korone naprej imam težave s kronično anemijo in sem bila že 2-krat, 3-krat na zdravilih in to te vedno ustavi za vsaj 3 tedne in preden se pač postaviš nazaj na noge, to spet traja. In v bistvu sem glih lani ta čas spet imela neko obdobje z anemijo, potem sem zbolela za gripo in potem sem začela na polno trenirati in mi je noga odpovedala, ne. Preprosto tako hudo vnetje kvadricepsa in krče sem dobila, da sem bila primorana pač biti res na berglah in na tehle pohodnih palcah, tako da v bistvu se je tako začela in zaključila moja kariera pri Romanu in v Canicrossu. Tako da zdaj že grem mimo vprašanja, ali še vedno lahko govorim naprej. Dej si duška, prosim. Dejmo si duška, ne. Ja, Prosim. tako da v bistvu, glih, ko sem začela s tem mojim kužkom zares teči in zares imeti strukturirane te treninge, se je pač vse se je majčkeno zalomilo. To so pač življenjske stvari, ki vsakega doletijo, to ni nič posebenega, vsi tekači so bili poškodovani, bolani, ali kronično ali akutno, vse nekaj v življenju ustavi, tako da v bistvu je bila to ena taka zelo neprijetna izkušnja, ki smo jo zborbali, ki je pa v bistvu bilo, dajmo reči, ful težko je bilo nazaj teči, zato ker me je bilo toliko me je bilo strah, da bo spet do tega prišlo, ne, in sem res toliko trdo tekla, tako da sem imela 3 mesece, da se pripravim, ampak lej, nekako je šlo, ne vem, ne, pač, ja. Niso bili samo 3 meseci, v bistvu celo življenje si se na način pripravljala za ta, Tako. za ta nastop, na koncu je vse si stavilo fantastično, Canicross, greva korak nazaj, poseben pes si rekla, mora biti za to. Čeprav omenila si po enem intervjuju, to sem tudi prebral, da na konec koncev lahko skoraj da vsakega, ne vem, že Jack Russella bi lahko vpregel, pa bi me vlekel, če bi znal po ravni črti laufati, če smo že pri tem. Ampak da ni na konec koncev omejeno samo na enega psa ali pač na najvišjem nivoju najbrž ja, ampak rekreativno pa morda tudi ne, ali kako. Zagotovo, če se začenjaš ukvarjati, če te ta šport zanima, je fajn imeti čisto običajnega psa, zaradi tega, ker ne moreš začeti s profesionalnim oziroma z že narejenim psom, zato ker so to prevelik šok za telo je, ne. Tudi jaz sem začela čisto z navadnimi kužki in tudi s Kinom sem jaz začela rasti, tako da mi je to bilo precej lažje in prej sem imela še izkušnjo z nitrotom, ki je bil precej počasnejši in že dodelan pes, je pa tako, da res čisto vsak pes in vodnik, ki imata voljo, to lahko počneta. Stvar je samo v tem, da pač morata vedeti, zakaj to počneta, a je to obema
v kakšnem smislu je to obema v redu. Ne? Recimo, jaz imam dve psičke, ki še zmeraj z njima tekam. Če tečem tako, kot one dve hočeta, gremo na tekmo, se imamo super. Če pa jaz želim forsirati nekaj, pejmo hitrej, pa več ne uživata. Ne? S tem mojim psom, Kinom, ne, on ima pa tako voljo, recimo meni njega niti ni treba trenirati tega. Ne? Jaz smo samo par usmeritev dam, desno, levo, ustavi, pejva, mimo, samo ene par takih stvari in on dela vse samo od sebe. Ne? Plus to, da je ta njegov vlečni potencial tako genetsko že noter všit, da ne more iti ven iz tega. Je pa problematično na drugi strani, zato ker z njimi na povodcu na sprehod je pa, mislim, strel v glavo. Ne? Ja, ali lahko tak pes počasi hodi, recimo, a ne? Ali v bistvu sploh ne? Kratek čas lahko. Aha, okay. Z veliko podkopljevanja lahko. Sicer pa njegovo naravno stanje je pač dir. Ja, tek in vleka, ja. Tako da so posebni psi za to narejeni. Jaz sicer nisem neka velika poznavalka ne zgodovine kanikrosa, ne zgodovine v Sloveniji kanikrosa, ne pasem, ne ničesar. Jaz lahko vse, kar danes govorim, predvsem iz svoje izkušnje govorim. Ne, tako da so pa različni psi in na podlagi tega, katere mešanice je največ, tako se imenujejo. Se pravi, moj kin je pasme Greyster. Ima recimo tam okrog 70% nemškega kratkodlakega ptičarja, ne more reči 10% pointerja, pa 5 ali pa kakorkoli ima huskija pa greyhounda. Ne? On je sicer tudi zelo velik za svojo pasmo, ponovadi so tam okoli 35 kg. Seveda samice so majčkeno lažje pa majčkeno manjše, samci so bolj večji pa močnejši oziroma močnejši, težji. Potem je Eurohound, ki ima majčkeno več huskija, je spet nižjo kilažo ima. Pol imamo spet Scandinavian Hound, ki eni pravijo, da je isti kot Eurohound, tako da ne me zdaj tukaj, da me nekdo, ki v kanikrosu nima pojma, ne, res nimam pojma. European Sled Dog in spet se pravi, glede na to, kere pasme ima več, tako se imenuje, eni so bolj primerni za več pasjo vprego, eni so za kakšen šport bolj primerni, to se pravi, imate bike joring s kolesom, skiro, skuter, imaš vprego z 2 psoma, vprego z enim psom, imaš tudi voziček, ki je več pasja vprega in tudi na podlagi tega se pač vse zbira. Sam se pravi, jaz nimam znanja o temu, ne. No, ampak je kakšna pasma, tako kot praviš, prevladujoča, prav pri tekačih, se pravi, tvoj Greyster je tisti, ki je optimalen, ali kako? Teh je največ, teh je zagotovo največ, pol je pa teh Eurohoundov tudi zelo veliko, ne, zato ker so majčkeno lažji, pa morda so bolj ukretni, ne. Spet odvisno, recimo, moj kin je zelo vitek, on je visok pa vitek, in je res nekaj posebenega, mislim posebenega v smislu, vsak reče, da imam ponija, no, v tem smislu, ne. Vsi njegovi bratci in sestrice so precej manjši in bolj čokati, ne, recimo, ne. Pol je tudi v bistvu ta konstitucija, kakšna je tega psa, glede znotraj pasme je tudi veliko razlik, ne, med moškim pa žensko, mislim, med samcem pa samico je tudi veliko razlik, tudi od kere psarne je, tako da v bistvu tega je ogromno, ker eni se specializirajo, recimo, da delajo na moči, eni da delajo na hitrosti, eni pač, da delajo pse točno za skuter, eni za tek, tako da je pa res odvisno. To je že cela znanost, v katero se jaz raje ne spuščam, ker se ne spoznam. No, mislim, noro, no, mislim, je to razvit šport v svetu, ne vem, to morda poznaš, zdaj, ki si bila na svetovnem prvenstvu, koliko držav, koliko predstavnikov različnih držav je bilo recimo tam? Ogromno, mislim, da je bilo okoli 600 tekmovalcev, s tem, da so eni tudi tekmovali v 2 disciplinah, bilo so z Brazilije, z Mehike, recimo te so bolj taki eksotični predstavniki bili, pol je pa v bistvu več ali manj so bili z Evrope, no, te sem si najbolj tako zapomnila, no, tako Francija, Španija, Italija je bilo ogromno, Slovaška, Poljska, tako da Nemčija, recimo, ne, tako. V bistvu bolj prevladuje seveda, ker je v Evropi bilo seveda več Evropejcev, ne. Pa je načeloma kakšna omejitev, kakšen pes sme biti, rekla si, ti imaš ponija, mislim, lahko prepnem nekega bernardinca ali pa kjerkoli žival, pasjo, samo da je pes, pa laufam z njima, je kakšna omejitev vendarle? Mislim, pes mora biti zdrav.
Aha, To je okej. pogoj in pred vsako tekmo pač mora biti cepljen po programu, mora biti antiparazitiran proti notranjim in zunanjim zajedavcem in v bistvu dobi veterinarski pregled. In preverijo čip, preverijo recimo gibalne sposobnosti, preverijo tudi v bistvu, če je cepljen. Skratka, v bistvu gre skozi en veterinarski pregled in če veterinar presodi, da pes ni sposoben, ne, Aha. in se udeleži tekme, te lahko tudi pač zavrnejo tekmovanje. Ne. Načeloma pasma ni pomembna. Ne. Bilo je recimo na svetovnem prvenstvu so bili buli, vipet, španjeli, labradorci, ne. Res pa je, da grejsterji pa eurohoundi prevladujejo. Ne. Ponavadi tudi s takimi psi se zmaguje, ni pa rečen. Ne. Lahko je tudi kakšna izjema, seveda so zaželeni psi, ki imajo nad 20 kg, zato ker pač lažje, mislim, bolj čutiš to obleko, ampak obstaja tudi mini kategorija, to so za psi po 10 kg, ponekod imajo tekme tudi razdeljeno po 20 kg, na 20 kg, na nekaterih tekmah se tudi razlikuje na polarce pa open skupino, se pravi polarni husky, malamuti, samojedi, ampak to so delovne pasme, te so precej drugačni, kot te, ki mi vidimo, ne, na ulici ali pa na razstavah. Ne. Tako da v bistvu pa so pa še moški, ženske kategorije, pa še na starost glede. Spet odvisno, na kakšno tekmo greš, koliko kategorij dajo. Ne. Tako. Na svetovnem prvenstvu si bila edina v bistvu iz Slovenije pravzaprav? Ne, šli so pa, mislim, jaz sem šla z mojim očem, ne, tako da drugače sta bila tam še Nuša pa Edvard, ona da sta v bistvu, dajmo reči, kriva za to, da sem jaz sploh se v to vrgla, ne, jaz sem jima hvaležna za vse usmeritve, tudi zato, ker sem bila poškodovana, sta kino vzela 2-krat v športno varstvo, tudi tako, že parkrat je bil pri njima na počitnicah, tako da ona dva sta bila tam, potem je bil še Patrik Zupanič, on ima podjetje Canifit, ki izdeluje tudi v bistvu opremo za vlečne športe in tudi v bistvu prodaja uvoženo opremo in pasjo prehrano. Tako da v bistvu smo bili mi 4 tekmovalci. Zdaj mislim, da je vsem šlo dovolj dobro, glede na, moramo se vedno dati v kontekst, ne, v katerem smo, ne, tako da smo se vsi čisto dobro odrezali, jaz sem pa edina stala na stopničkah, kar je bilo presenečenje, tako za vse, mislim, zame pa sploh, ampak okej, počasi bom dojela. Prav, še enkrat, mislim, moraš imeti, ne samo psa, ki je zdrav in pripravljen, mora biti tudi tisti za njim, zdrav in dobro pripravljen. A je tako? Tle ne gre, mislim, tle pes te že vleče, ampak ti moraš biti tekač na mestu. Zato, ker te psi v bistvu zelo veliko hitrost z njimi dosežeš, ne. Tale teren v Bardoneki je bil v bistvu trail teren, ni bil navaden teren, to se pravi, je bilo tudi dober kilometer je bilo klanca gor in se pravi, jaz imam sreči res vrhunskega psa za klanc gor in ravnino, ampak za klanc dol pa nimam še dovolj samozavesti. Ne? In v bistvu midva vedno zgubiva v klanc dol, zato ker se jaz ne upam polne hitrosti imeti, ker če jaz hitro tečem, on hitro teče. Ne? In pri 36 kilah pa ni fajn, da odletiš, ne? Tako da sem bila ta prvi dan kar previdna, s tem, da je tudi v bistvu, glede na to, da je bil to tak travnat teren, v bistvu skalovje, zemlja, blato, tudi majčkeno asfalta je bilo, ne? Je tudi v bistvu 3-4 dni tam dežval, tako da je bilo vse razmočen, in v bistvu mislim, da tudi zaradi tega, ker je bil teren spolzek, nismo vsi tako dobro se odrezali, kakor bi se drugače, ne. Bi verjetno lahko dobili malo več na hitrosti, ne. Ampak pač tako je, tekme so tudi zato, da niso enostavne, ne. So tudi zato, da se napake zgodijo, recimo meni se je vezalka odvezala, ne. Na svetovnem prvenstvu sem si 30 sekund zgubila za vezalko, seveda sem si jo mogla dobro zavezati, če ne bi mi superga v blatu ostala, pol je še kin kakal. Pa sem še odletela, ne, kot se spodobi, pa sem ful taktizirala po klancu navzdol. Tako da, pa ko sem prišla, recimo prvi dan treta, mi je bilo kar tako, okej, nič, ne, v redu, ne, v redu pol, ne. Tako da se pravi, močnega psa imam in klanc navzdol je pri nama kar izziv, no, tako da tukaj so veliko zgubila. Zdajle si povedala, toliko stvari se je zgodilo, kot da bi šla na ultro skoraj, no, ampak daj mi razloži, prosim, kako dolga je pravzaprav bila tekma ali pa je običajno tekma v Kanji Cross? Zdaj tako, proge so tam od, ne vem, dajmo reči od 2,5 kilometra do 6 kilometrov, ne, zavisi. Ponavadi so tam 4-5 kilometrov je kar. Ta je bila dobre 4 kilometre, ne, 400,
4-200, kaj tasga. Ene par delov so celo spremenili, zaradi tega, ker je bilo preveč nevarno, ne? Zato, ker je bilo tudi veliko strmin, pa je veliko ovinkov, pa seveda blata, pa to, tako da so mogli majčkeno progo spremeniti. Drugače pa tako spet zavisi, kam greš. Recimo zdaj, ko sem bila v Italiji, je bila proga po konjeniškem poligonu, en labirint narejena, je bil spet dodaten izziv za pse, zato kako karkoli je pes laufal, je videl desno, levo, spredi, zadnji, ogromno psov, tam se je tudi moj kuža zmedel, ampak se pravim, vsaka tekma ti pač nekaj da, eno izkušnjo, vsakič nekaj z nečesa ti in pes naučita, ne? Od strategije do predpriprav, do mentalne priprave oziroma tudi v bistvu psihe in poguma na samem terenu, ne? Tako da jaz zaenkrat vse, kar midva doživljava, sem še malo previdna in vse jemljem kot pač učenje, ne? Učenje, da bova recimo čez 1 leto probala ubraniti spet naslov svetovne prvakinje, je pa res, da pač letos se pridružita še 2 moji kolegici, ki sta bili do zdaj med top 10 na svetovni lestvici pod 40, sta zdaj nad 40 prišli, tako da ne, jaz se ful veselim. Mislim, meni je to toliko fajn, zato ker da bom jaz z Jano Marekova pa Chiaro Capezone v isti kategoriji, meni je to tako wow, ne? Obede sta moji znanki oziroma kolegici in meni se zdi, da je to en tak fajn način, da se ti še bolj potrudiš, ne? Ker veš, da imaš nekoga, ki je boljši, oziroma da si tam, ne? Oziroma sta še boljše, ne? Se sta že dalj časa na sceni in mi je tako noro. In potem je še ene par punc, ne? Ki so res dobre v moji kategoriji, ki v bistvu moram tudi to poudariti, da istočasno je potekalo od tega International Federation of Sled Dog Sports, je bilo evropsko prvenstvo na isti vikend, ne? Tako da v bistvu je malo konkurence moje tudi tja odšlo in zato sem jaz sem imela srečo. Jaz sem pač imela ful sreče, ne? Da sem pač bila prva, ne? In recimo tudi tam je ena zelo dobra bila prva, ne? Tako da v bistvu se ful veselim naslednjih tekem, ker upam, da se bomo čim več srečavali, ker samo tako se lahko primerjaš, če isto progo tečeš, ne? Ne moreš se primerjati, ona je bila na tej tekmi taka, jaz sem bila na tej tekmi taka, ne? Šele, ko si skupaj lahko vidiš, kje si, ne? In jaz nimam težav z boljšimi, mene to samo inspirira, ne? Jaz zelo prvoščam vsem, tako da se ful veselim, no, tega. Lokacija pa datum sta že znana za naslednje prvenstvo? Ja, bo pa na Češkem, proga bo 6 kilometrov, tako da moram zdaj na 6 trenirati počasi, tako da se bomo z Romanom pa še Saro Gilam, ona mi piše canicross treninge, Roman mi piše moje tekaške treninge, tako da pač se počasi pripravljamo, no, mislim, se pripravljaš se ne samo za tekmo, ne, pripravljaš se tudi za to, ker rad to počneš, pa kad ti daje eno zadovoljstvo, je pa res, da se zaradi tega, ker imaš tekmo, ne, toliko bolj potrudiš pa investiraš v to, ne. Tako da jaz tako, kakor se na canicrossu zdaj trudim s tem mojim psom na tekmah, jaz se v lifeu nisem na svoji tekmi tekaški tako trudila, ne v taekwondoju, ne v kickboksu, res tukaj z njim se najbolj trudim, prav dam vse od sebe, no. Tako da vem, kaj pomeni dati vse od sebe, kaj sam it, ne, ja. To je tisto, ja, kar rečejo. Dal sem več kot 100%, no, pejte na canicross, pa boste res dali več kot 100%, če ste sposobni laufati 4:0, boste na canicrossu 3:20, oziroma, povej mi, 4 kilometre si rekla, pa hitrosti so pa neverjetne, no, kakšno hitrost, mislim, kakšen čas si ti dosegla, kakšen je to zmagoviti čas? Zdaj v bistvu ta moj zmagovit čas ni bil neki ful dober, zaradi tega, ker je bil res proga pa teren nista bila idealna. Mislim, da sem imela ta drug tek, jaz raj gledam, ta prvega bom kar pozabila, je bil, mislim, da sem imela pace 3 minute 41-42, kar v bistvu proti Caroline Joeke, ne vem, kako se izgovori njen priimek, se opravičujem, Nemka, ona je imela 3:10 pace. Ona je vrhunska, ne, tako da v bistvu, ampak ona je absolutna zmagovalka med vsemi, še za njo so bile vse 1 minuto počasnejše, ne, mislim, to so pa ljudje, ki so že atleti v osnovi, ne, njihova štartna osnova je atletika in potem grejo v canicross in je, mislim, to ne moreš verjeti, no, to je pa taka hitrost, recimo zdaj ta vikend je ona tekla koliko 5 kilometrov, je imela pace 2:48.
Oj, Jezus. Ja, toliko imam jaz na 3 kilometre, ne? Mislim, Ona ima pa toliko na 5. no, čak. Ti imaš tempo na 3 km 2,48. Ja, zdaj sem imela na zadnje na tekmi, ja. Zdaj so se vsi nadebudni atleti tam zunaj. Ja, rekreativci. Ampak to je pes. Saj ni Moram važno. povedati, da to je pes. Vse ni To važno. nisem jaz. Vsi so padali s stola, ti si razvila to hitrost, ok, pes ti pomagal. Vseeno, zdaj pa vsi delajo velike oči, a ne. Vsi so vsi, ki so kadarkoli želeli teči 3 km pod 3 minute na kilometer, imate eno šanso. Sam psa si morate obodati. Ja, Pa boste dobrega to psa. dosegli. Ja, dobrega psa. Razliko mi poveja, ne, to zdaj po mojem vse zanima mene pa še najbolj. Ne. Recimo izbereva neko lepo progo 3 km, s psom dosežeš 2,48 na kilometer. Če bi šla sama brez psa to teč na polno, ne, koliko bi pa tam dosegla recimo kilometrski čas? Zdaj tako, jaz sama še nikoli tega nisem probala, ne? Tako da ne vem, drugače moj pace je ponavadi tam pod 4 minute in zdaj ful zavisi od tekme, od moje volje, ampak je tam, rečemo, tam 3,45, 3,55, tako da zdaj ne vem, kako bi s treningom pa z voljo, koliko bi zdaj dosegla, ne? Tako da pač ne vem, mogla bi probati, zato bom šla enkrat na tekmo se potruditi za spremembo, vse da tudi sebe, da vidim, kje sem. Je pa tako, da pač mislim, da sem najbolj šlaufala petko tam malo po 19 minut, no, tako nekako, da bi to nek dober dan sem imela, no. Tako nisem jaz pač, nisem nikoli bila motivirana, no. Zdaj s psom je pa tako, ne, pač prvi kilometer sva noro hitra, pa nimava obadva še te hitrostne vzdržljivosti, mislim, da zdaj sem imela 4 km, sem imela pace 3 minute, ne, zdaj mi je pa če hočem jaz biti med top 10, moram imeti pa pace pod 3 minute za 5 km, ne, in v bistvu na tem se bo zdaj delalo, ne, zato, ko vse, ki so dobre, imajo na ravnini tudi 3,52, je tako čisto normalno, ne. Ja, če si res dober, ne. In zdaj vidim, da imam jaz lahko 3 in jaz mislim, da je čisto realno, da bi čez en let lahko imela 2,50, ne. Tako se mi zdi realno, če bi me to pol leta ali pa en let nazaj vprašali, bi rekla nemogoče, ne. Zdaj pa vidim, da s treningom mene in psa, ampak pač vodenim treningom, ne, se to da, ne. Tako da še enkrat poudarjam, to je pes, to nisem jaz, ne, tako še vedno imam težave, ne. Vseeno, no, pes, ja, seveda pes, to da, mislim, jaz sem frapiran, nikoli si ne bi mislil, tudi takrat, ko sem Anžetove rezultate malo gledal, po njih dobro tekač in tako naprej, ampak pa sem videl, da teče pod 3 minute na kilometer krajše razdalje, ampak to so vendarle krajše razdalje, pa vseeno, ne. Da je taka razlika, si ne bi mislil, to je tako hitro, no, kdorkoli kdaj poskusil šprintati, recimo, take malo hitrejšem tempu, ve, da vrteti noge, ne, tako hitro lahko postane velik problem, ker se prekucneš enostavno, tudi če bi zmogel, ne, in ti moraš tle dejansko obračati noge, ne vem, 2,50 na kilometer, že to je samo po sebi veščina, moraš biti hiter tekač, pa dejansko tisto silo, ki jo pes vate, oziroma ki te vleče, to mi tudi ni čisto jasno, praviš, ja, čevelj si moram zavezati, sama mogoče malo počasniš, kakorkoli že, kako pes čuti, recimo, koliko te lahko vleče, oziroma kako mu ti sporočaš, ne vem, lahko hitreje, počasneje, to mi tudi ni jasno, ali je pes maksimalno, najbrž ne, on se mora tudi nate ozirati, da nisi pač ves čas v blatu na tleh. Mislim, to je bil tudi kar izziv, ne, žal, zaradi moje poškodbe so jaz pa Kim izgubila 3 mesece treninga in v bistvu tudi, dajmo reči, treninga ne samo teka, canicross, ampak treninga vsega, zato ko ga jaz nisem mogla pač obvladati in sem imela kar ene par težav, tako da mi, da sem mogla vse od začetka začeti 3-4 mesece nazaj. Je pa tako, da pač jaz rečem easy, če hočem, da gre bolj počas, ne. Je pa tako, da sem počas prišla do tega, ne. Tudi recimo parkrat je mačko videl, oziroma dajmo reči divjo žival, to sem odletela, ne, in s tako hitrostjo odleteti je to kar izziv, dostikrat me je v graben zvlekel, no, tako da mi, da sem imela kar ene par, dajmo reči, preglavic, no, s tem njegovim
sicer fokusom na tek, ampak ko pa pač gre neka lisica, ne vem kaj, ježek v travi mimo, sem pa jaz pač me sam drsil, no. Tako da zdaj smo to majčkeno zboljšali, tudi te mimohode, mimo teke, mimo psov smo zboljšali, no. Tako da načeloma easy pa stop. Je pa tako, da se je on že toliko oglasil name, da ko vidi, da jaz grem počasneje, gre tudi on počasneje, ne. To se pravi, da če grem jaz hitreje, gre on hitreje, ne. Je pa tako, da mi da obada nimava še te hitrostne vzdržljivosti, to morava še dobiti in obema začne po 3., 4. kilometru obema upadati hitrost, ne, pa zmogljivost, ne. Tako da to morava zdaj še natrenirati, je pa tako, pač imaš par osnovnih usmeritev, ko psa v bistvu naučiš lahko ne samo na teku, tudi tako na sprehodu, doma, kakorkoli, recimo, da se ti postavi v linijo, da gre desno-levo, da lepo mirno prehiteva, so eni univerzalni izrazi, ki ne bi se jih uporabljali in najboljše, da se te izraze uporablja, ne. Jaz sem na začetku začela po slovensko z njim, pa sem pa videla, da je malo predober in se preklopila na angleščino oziroma na te univerzalne izraze, ne. Tako, jaz sem malo naivno mislila, kako me z njim malo tako tekala, pa se je malo drugače izpadalo vse skupaj, no. Noro. Koliko star mora biti pes, v bistvu, da dejansko lahko začneš to z njim že početi? Je to že majhen kužek, ko ga že uvajaš v to, recimo, ali mora doseči kakšno starost, da je primeren za to? Zdaj, kakšna čisto osnovna telovadbica, tek brez povodca, lahko dosti hitro začne, seveda v zmernih intervalih, ne, in obremenitvah, potem pa, ko je do 6. meseca načeloma pes ne sme biti uprežen, to se pravi, ne sme vleči, ne. Ampak zdaj, če imaš ti vlečnega psa, pa ga daš na povodec, on vleče, ne. Tako da tukaj je zelo težko, da mogoče ni vlekel z namenom, da bi se učil vleke, ampak moj je zelo hitro takoj začel vleči, ne. Potem pa 6, 7, 8 mesec moraš biti zelo pazljiv in počasi ga začneš spoznavati z tekom na povodcu, v bistvu z opremo, s temi osnovnimi usmeritvami. Potem, ko je pa tam 8, 9 mesecev, pa lahko že začneš recimo 1 kilometer, 2 kilometra, v bistvu postopno začneš z razdaljami, ne. Pa lahko začneš, pa ko je 1 leto star, pa načeloma bi ti lahko šel že večjo razdaljo. Res pa je, da te psi dozorijo tam, ko so 2, 3 leta stari, ne. Tako da v bistvu do enega 18. meseca so to dinozavri, mislim, T-rexi totalni, ne. Pač mi da imava še vedno veliko teh težav, zaradi tega, ker pač on je še vedno najstnik, jaz pa nisem neki izkušen vodnik, ne, da bi tudi znala pravočasno in prav odreagirati, ne. Tako da midva se še ful ljubiva, no. Drugače pa v Italiji pa lahko psi tekmujejo z 18. mesecem, pa na kakšne večje tekme mora biti tudi 18 mesecev stari, načeloma pa pri 1 letu se lahko že udeležujejo nekaterih tekmovanj, no. Tako. V katerega leta pa pes ponavadi tekmuje, no, če lahko še to vprašam, mislim, kdaj lahko potem že prestar ali pa je izven prima, no, tako rekoč. Zdaj tisti, ki res hoče s psom tekmovati pa dobre rezultate dosegati, jih ponavadi eni celo že pri 6, ampak načeloma pri 8 letih se te psi upokojijo, ne. Jaz bom s Kinom tekla do konca, dokler bo on zdrav, ne. Dokler on ne bo imel nobenih omejitev, bova midva tekla, zato ker saj ni stvar samo v tem, da ti na tekmi rezultat dosežeš, ne. Če bo pa on, ko bo 8 let star, pa si bom recimo kakšno lažjo samico vzela, ne, da pri 60 letih mene ne bo pač, ne, 36-kilski pes vlekel, ne, pač se temu prilagodiš, ne, ostaneš v športu, pa tudi pač jaz bom s Kinom tekla, dokler bo on imel voljo in zdravje, no, tako. Drugače pa pri 8 letih. Ja, ker kategorij praviš še kar nekaj teh veteranskih, ki jih moraš... Ja, tako da je še čas. Koliko treningov moraš narediti s psom, v bistvu, da je pripravljen na to, ne vem, tedensko ali pa mesečno? Zdaj, jaz se delam 2 canicrossa na teden z njim, če je tekma, samo enega naredim, ne, ker s takim psom teči kar, no, je kar napor za telo. Jaz sreči ko smo prej govorili o vrtenju nog, pa recimo pač o temu, tudi to bi rada omenila, ta stres pristanka, ne, je precej višji, ne. Jaz sem šele zdaj se naučila bolj lahkotno teči, da v bistvu da sem manj časa v stiku s podlago, ker vada po poškodbi sem bila preveč trda, ampak jaz imam v bistvu to srečo, da sem taekwondo trenirala in imam opogibalke kolka zelo gibke, ne. In v
bistvu meni to vrtenje nog ni tak problem, plus to, da pač, ko smo borilne veščine trenirali, je skozi bil nek impakt z nogo, ne, skozi nekam udaril, ali v nasprotnika, ali v vrečo, ali v fokuser, tako da pač moje noge so tudi že malo navajene na ta stres, ne. Tako da pač z tega vidika imam jaz mogoče malo prednosti pred nekom, ne, ker mi to zdaj spet ni tak stres za telo. Seveda je bila pa pač tehnika teka, biomehanika, to se pa še vse učim, ne. Ker se pač roke ne moreš imeti čisto atletsko, že zaradi ravnotežja pa recimo ovinkov ali pa podlage, jih že včasih moraš dati malo od sebe, še vedno probam biti koordinirana, ampak pač se pravim, ne, pa spet zavisi. Če je klanc dol, jaz žal moram iti nazaj in ga bremzati, kar spet ni dobro za telo, ne. Pač je kar, no, zato jaz bi sicer več z njim trenirala, zato pa tudi on mora biti spuščen, veliko spuščen, da laufa, da lahko on tisto polno hitrost razvije, kaj pač z mano ne more. Drugače jih trenirajo še na kolesih pa na skirojih, jaz se to ne upam, ker pač nisem spretna na kolesu, tako da žal njemu mogoče ta trening s kolesom manjka, ne. Ampak včasih ga Anže pa Aja vzameta, ne, ona dva tudi sta ena izmed redkih, ki z njim lahko sploh tečeta, dajmo reči, da sta tako dobra tekača, da lahko z njim tečeta. Res pa je tudi to, recimo, če bi, en primer bom dala, če bi dala pa Kina, Klari Luka, ne, to bi bil pa vrhunski rezultat, ne, to bi bilo pa, ne. Klara, če tole poslušaš, ja. Sej, olimpijske so bile letos, naslednje leto si frej, naslednje leto ima še Pšenica za narediti še en svetovni naslov za pobrati, pa Klara, pa lahko ti poskusiš. Jaz njo obožujem, res, jaz njo toliko občudujem in obožujem, tako jaz na tem slovenskim atletinjam sledim in sem po mojem pravuna penica, ki skozi vse srčka, pa ne, tako res, ful navijam za njih, no. Tako da. Zdaj boš dobila kontra srčke, evo, vidiš. Ja, no, mislim, svetovno prvakinja. Ja, no, pač. Ja, tako to je, ja, spoštovanja, vreden dosežek. Mislim, res, te številke so mi nore. Kakšno hitrost, pa no, čisto iz firpca sprašujem, pa pes bi doseže maksimalno sam od sebe, no, koliko hitrost so sposobni taki psi teči? 40 km/h. Ja, če ne celo več, no, zdaj odvisno koliko časa, ne, ampak tako recimo na 3-4 km, 40 km/h, zato so kolesa pa skiroji meni osebno preveč nevarna, zato ker pač ne samo, da moraš psa obvladati, ne, ti moraš v bistvu še kolo skiro obvladati, ne, ti moraš biti ful spreten, ne. In to, ko te 40 potegne, je že, ne, pač to ni zame, no. Mislim, da sem videl že enkrat le v naših koncih nekoga, ki je s psom na kolesu treniral, pa nisem točno vedel, zakaj gre, pol tem sem ugotovil, da je to bike joring. Poznaš še, poleg že omenjenih, ki si rekla, pa Patrika tudi poznam, tudi on je bil dober tekač oziroma je, ampak koliko vas praktično sploh je v Sloveniji, ki se pečate, bom rekel, s temi disciplinami? Jaz sem bila do Kina skozi malo na obrobju, ne, to se pravi, enkoli nisem bila res del te scene, hodila sem pač vse lokalne tekme, sem podprla s temi mojimi kužki. Dolg časa je bila zelo odlična tekačica ta moja prijateljica Nuša Šume, potem je pa pač dobila poškodbe hrbtenice in se je mogla distancirati od canicrossa oziroma od teka z močnejšimi psi. Ne, in je prišla na bike joring oziroma teče z lažjimi psi oziroma s takimi, ki ne vlečejo na polno. Potem je bilo pa še ene par deklet, ki mislim, da niso bile toliko dobre kot Nuša, ampak so bile 2 leti na sceni, potem pa spet takšne in drugačne obveznosti, ne vem, od nosečnosti in tako dalje, so se umaknile, zdaj upam, da bojo te punce prišle nazaj. Je pa res, da zdaj trenutno toliko hitra, kot sem jaz, ni bila nobena, no, tako. Ja, tako da, to mi je tudi tako malo neverjetno, ne, in jih je zdaj, se pravim, jih je bilo še ene par, ampak da bi se pa tako res tem ukvarjale, res je, da marsikdo ima prilagojeno življenje za to. To pomeni, ne, ker je v bistvu ti, ko hodiš na tekme, imaš dosti nomadsko življenje, ne. To pomeni, da moraš imeti kombi ali avtodom ali pač temu prirejen način življenja in način potovanja, ne. Tako da v bistvu je pol bilo kar ene par takih ljudi, ko so imeli kombije predelan za pse, pa zgoraj za spat, ne.
Tako da pač tako je, ali pa šotore, recimo jaz sem zaenkrat še razvajena, hodim v hotel, ne, seveda, ker grem z očjem, ne, on je tudi gospod že, ne, tako da v bistvu Tilen Strmšek je od fantov zelo dober, v bistvu bil še vedno mislim, da je najboljši canicrosser, mislim pa, da zdaj kakšno leto se je že malo distanciral od canicrossa, kar je ful škoda, ko on je bil res, mislim, mi, da so lahko skupaj trenirala, ne, pa že ni bilo več nobenega, z Anžetom pa Zajo, recimo, ampak ona, da se občasno s tem ukvarjata, ne, pa spet mi ne moramo tako skupaj trenirati, ker jaz nima kina posodam, ne, in pa spet okej. ja, En pes, ne. pa trije ljudje, ja, v bistvu. Ja. In pa si večkrat, recimo, ko gremo mi skupaj trenirati, ponovadi jaz kina nima posodam, no, da imata ona dva izkušnjo pač z njim, pa da malo delata trening hitrosti, no, tako da pa se mi se dosti tako kombiniramo, no. Recimo, pa jih je pa še ene par, jaz imam recimo eno tako ljubiteljsko skupinco, s katero se tako dobivamo in imamo čisto taka tekaška, pasja tekaška druženja, drugače pa ta Canifit, društvo Canifit ima tudi neke treninge skupinske, mislim, da so imeli tudi tečaj, tam je tudi ena scena, pa mislim, da je tudi par kinoloških društev imajo te canicross skupince, ne, je pa tako ful škoda, ker ne vem, premalo je te povezanosti, premalo je te podpore, ker če bi bilo tako malo več sodelovanja, bi ta scena tudi rastla, ne. Tako pa vsak nekaj zase. Svoje dela. Ja, in je pač ful škoda, jaz pa nisem v poziciji, da bi zdaj vlagala v sceno, ampak sem v situaciji, ko želim vase pa v kina vlagati, ne. Tako. Ti si pač tekmovalka, zadnji ramo, pač selektorja, ekipo, ja, je bela cesta, slišite. Ja. Vsi tisti, ki se s tem ukvarjate, ja pa še niste, recimo, a naj se pridružili, recimo kontaktirali ostalih, morda je pa ta priložnost prava za to, da se malo pokontaktirate, poklikate, najdete. Zakaj pa ne? No, jaz bom zdaj, vem, še eno sceno več, malo spremljal z enim učem, ja, ker mi je tako fascinantna postala tudi zaradi tega, no, pa tudi, ker imamo očitno v Sloveniji izjemne talente na tem področju, pa ker so neko kombinacija živali in človeka, mislim, noro, res noro, no, to občutenje en drugega, to meni ni bilo nikoli jasno, pa sem imel kakšnega psa svoje čase, ne, pa si ne predstavljam, da bi tekel tako hitro 20 na uro, potem bi pa se zvrnil graben, mislim, to lahko se resno poškoduješ za božjo voljo, ali kako, no, mislim, povej mi, rekla si, ok, fotko sem videl, mimogrede, off topic, eno fotko, ne vem koga, moče je bil Anže ali pa kakšen drug tekmovalec, ko je bil on v zraku, pa pes v zraku in to je bilo neverjetno, no, zgledali, kaj bale bdita po eno klancu navzdol, mislim, res noro, ja, ampak si predstavljam, če se pa zvrneš, ne? Če se pa spotakneš, je pa to juhuhu, ne vem, kaj pes v tem primeru naredi, malo pogleda odzad pa reče, spet ne more ta bogi človeček, oziroma kaj ti narediš, če se zaresno povaljaš pri takih hitrosti. No? Ja, preden jaz odreagiram oziroma se pes ustavim, me zdi, kar še par metrov vleče, ne, tako da v bistvu, odkar sem z njim, sem jaz ful potovčena, ampak dokler ni nič zlomna, nič kosti ven ne gledajo, dokler se jaz lahko poberem in laufam naprej, je vse v redu, pač nimam najlepše kože, ne, ampak mislim, jaz zelo dobro bolečino prenašam, ne, zato, ker sem tudi 8 let skejtala, ne, skateboarding in to padaš in tudi v bistvu borilne veščine, to toliko fašaš, ne, tako da v bistvu to kar dobro prenašam in znam tudi z bolečino shajati, ne, tako da v bistvu meni, dokler lahko vstanem in tečem naprej, dokler se lahko premikam, je pač vse v redu, no. Ni fajn, definitivno ni fajn, kri teče, seveda boli, seveda sem jezna, najbolj sem pa jezna to, ker nama je pač flow pokvaril, ne, ne, to. Prijeta ven iz ritma in potem je treba spet začeti. Ja. No, ampak, ok, ja, se si predstavljam, tako kot oni kolesari, ki padajo tam čez en, čez drugega, pa koža se lupi, pa tako naprej. Ni fajn, ja. Ni fajn, tudi tukaj ni fajn. A se kdo resno poškoduje pravzaprav, no, ker si predstavljam tist pas, povodec, to imaš vlečno vrv, imaš okrog pasu najbrž in potem lahko tudi tam se poškoduješ, pa potovčeš se, pa koleno spahneš. Prihaja, mislim, da pri canicrossu še najmanj prihaja do teh akutnih poškodb, je bolj pa recimo pri kolesu, ker ljudje zletijo čez bilanco, je ogromno teh pljučnic bilo zlomljenih, ne. Pri canicrossu mislim, da prihaja do teh
poškodb, ki se nalagajo. Ne? Se pravi, ženske s časoma začnejo kolena boleti, ne? Začne jih ledveni del boleti, križno-ledveni del. Ne? Da pa v bistvu so da so v bistvu bolj te poškodbe. Ne? Čeprav zdaj glih prejšnji vikend ena moja kolegica iz Nemčije je canicross tekla, je nekaj čudno stopila, padla in je luknjo v koleno dubla do kosti. Ne? Recimo, ne? To je taka največja akutna poškodba, ker res kost se videla, za katero vem, se pravi, nisem pa toliko časa na tej sceni, da bi vse možno videla, res pa je, da je na svetovnem prvenstvu ena punca na canicrossu skup padla in je po tleh padla, pa se pa kar še naprej laufu, tako da je bilo kar malo pestro za njo. No? Tako da, ja. Zmagala nezavestna, bi lahko rekli. Ja, ne, se to ne zmagala najbrž ni, ampak to bi bilo tudi grozno. Ja, kako ste pa zmagala? Ja, po tekmi ne spomnim se, ampak vsi, ker je bilo dobro. Mislim, kako se pa, še to, kako se človek je seveda vesel, ne, pride v cilj in tako naprej, kako pa se psa nagradi, recimo, se ga pohvali, kakšna je pa ta izmenjava po tekmi, recimo, ker tudi kuža mora najbrž dobiti nek občutek, da je nekaj naredil pa res izvrstno. Pohvala, že tvoje veselje. Jaz ti tako prvo, ko prijem v cilj, rabim par sekund, ne moram še takoj, da prijem k sebi. Pa seveda pohvala, božanje, priboljški se mogoče odsvetujejo, če pa res imel visok napor, ampak more pa po visokem naporu, ko se malo umiri, je pa fajn, da je. Ampak že to veselje, v bistvu njemu že nagrada sam šport. Pa ko pa pride, da mu pa še ti rečeš, da je nekaj najboljšega na svetu in da je to tako dobro speljal, mislim, njemu že to pomeni. Tako da, že v bistvu sama aktivnost je samo nagrajujoča. Se v Sloveniji, vem, da sem pa tja kakšen tek s kužki, v sklopu kakšne druge tekaške prireditve ali pač sam po sebi, kje v bistvu, če bi kdo želel to iti pogledati, morda poskusiti, pa se sploh v Sloveniji v tem lahko tekmuje v bistvu je? Zdaj, jaz bi ful rada videla, da bi bilo tega več. Recimo, Primož Kobe ima tek s kužki v tem polmaratonu, novomeškem polmaratonu, pol je v Trzinu tek s kužki, tek Petra Levca Skirca, potem je v Mekinjah je tudi tek s kužki, tako da bi bilo fajn, če je res taka, dajmo reči, narava, bi bilo fajn, da bi čim več teh, ki prirejajo te tekaške prireditve, da bi vključili še to. Je pa res drug problem, potem pa ljudje ne pridejo. To je pa tista žalostna stvar, da boš pa za 10 tekačev s psmi naredil, kategorijo je pa tudi malo žalosten in to je pa ta druga stvar, ki se meni zdi tako, ki mene tudi razočara. Prijemo v Novo mesto 10 tekačev, pa že kar nekaj časa, no, bilo nas je malo več, ampak že kar nekaj časa se tam trudijo s tem tekom s kužki. Dobro, jaz mogoče lani res nisem šla zaradi poškodbe, ampak pač jaz se probam tega udeležiti že sam zaradi tega, da prideš tja, da pokažeš, kaj to je, pa da v bistvu podpreš prireditev, da razvijaš sceno, ko pač vse ni stvar o tem, pa nam zmago, pa ni, ne vem, ta prava pasja prireditev, vse vseeno. Zdaj res moram to jaz videti v živo. Videti moram to, ker me zanima. To je Formula 1, tekaškega športa, Bog pomagaj, umaknem se Eliud Kipchoge, prosim lepo, jaz hočem videti fante, klapajo 2,30 na kilometer, pa punce 2,45, to hočem videti v živo in pse z jeziki do tal, pa zraven tekače, res me, zdaj si me čisto navdušila, hočem to videti, sem preneroden, da bi se s tem športom pečal, ker dejansko ne bi preživel, po mojem, tudi prvega treninga ne, videti pa to hočem. Zdaj je Fitminova tekma, ampak bo taka bolj lokalne narave je, ampak se pa bolj splača pač na te tekme, ki so večje, ki res vsi pridejo, ki so vse discipline, pa ki pridejo še tujci, ki takrat je malo bolj pestro. Je pa tako, da pač pod 3 minute na kilometer jih ne teče prav veliko. Ampak vse. 30 je v redu, 30, 3,20 je tudi v redu. Anže z mojim kinom pod 3 minute na kilometer teče, ampak pač Aja ga pa nima za daljšo, ona ga ima pa samo za intervale,
tako. Anže pa ja. Pa Tilan je tudi zelo dober tekel, zdaj se pravim, žal se ne posveča več toliko temu, ne, ampak jaz upam, da bo še kdo, da bomo lahko res skupaj tekli. Noro, mislim, noro. Evo, še ena stvar v teku, ki jo ne poznate, spoštovani in spoštovane, spoštovana Pšenica Kovačič, vam je zdaj toliko povedala. Ja, da bom zameril, če ne boste šli poklikati teh linkov spodaj, ja, pa si malo zadev pogledati, pa kakšen video, pa jo kaj vprašati, mogoče. Zdaj skoraj eno uro že čvekava. Ja, res je noro. Prej si omenila Romana Kejžarja, ki je priznan tekač, ne samo atletov, pač pa tudi vrhunskih rekreativcev pri nas, ravno 2 oddaji nazaj je bila z mano Saša Pisk, recimo, ki se je pridružila tej ekipi, jasno, poznam jih še nekaj, ki so bili tudi moji gostje, pa tudi osebno, skoraj da celo ekipo iz vrsti napredki v zadnjih 2 sezonah pri vseh. Če smem pripomniti, kako si pa ti recimo zašla v neko tak krog angažirana? Pač iskala sem, jaz sem v bistvu 3-krat, 4-krat že začela teči, ne? Ampak se mi nikoli ni išlo časovno, energetsko, ker sem pač, kot sem že prej povedala, sem imela 2 treninga na dan in potem ali sem se skurila, ali mi pa neko poškodbo sem pol še dobila. Tako da sem se pol tem tekaškim skupinam, tekaškim treningom začela izogibati zaradi tega, ker sem tudi živela od aerobike oziroma od fitnessa in sem rekla, nič bom jaz tek imela samo za to. Potem sem pa sem se še malo zanimala, kje bi jaz to lahko, pa mi nekako ni ustrezalo to online, ne? Zato, ker jaz rabim nekoga, da me gleda, da me popravlja. V bistvu to sem bolj rabila, nisem si pa predstavljala, da to bojo taki treningi, kakor jih zdaj imam, ne? Pač nisem vedela, ne? Tako da bo to pač tako lepo strukturiran, da bomo v skupini laufali, da bo toliko v redu so tekače, mislim, to je noro. Mislim, pa Romanu sem jaz dobila skoraj vse, kar si vsak želi, no, tako. Najboljšega možnega trenerja in človeka in najboljšo možno ekipo, pa ne govorim tukaj v rezultatih, ne, govorim tako, pač prijateljsko, ne. In potem sem pisala in sem videla, da ima Mas, da ima te rekreativne treninge za odrasle, na kar nekako ta skupina ni šla in me ta gospod preusmeril na Romana in potem sem ga jaz poklicala, mislim, da glih februarja, marca, potem sem pa prišla k njemu na treninge, sem kar, je bilo tako, se pravim, vse novo in jaz sem bila tako ful počasna, ker nisem bila tega vajena in potem sem se poškodovala. Pa, ko sem nazaj prišla, sem spet imela ful borbe sama s sabo, sem bila spet najpočasnejša, tako da je bilo kar veliko teh, dajmo reči, poleg fizičnih tudi psihičnih ovir, ne, ampak potem sem pa začela ful lepo napredovati, tako res rekordno in sem videla, da pač nekaj je na teh treningih, ki jih Roman piše, ne, tudi v bistvu res je, da skupina te izvleče iz tebe najboljš, ne samo on, pa sem tudi veliko sama začela trenirati, tako da v bistvu sem po enem takem spletu okoliščin do njega prišla, no, zdaj pa mislim, da bom zavedno tam ostala. No, kakšne kilometraže tedensko potem delaš ti kot tekačica? Jaz jih ful malo naredim, to moram povedati, recimo jaz itak sem na te kratke proge, tako da jaz tudi pri Romanu dobim precej krajši trening, ne, vsi morajo, ne vem, kolikrat ponovitev narediti, jaz ful manj ponovitev naredim, ne, zato ker jaz v bistvu še vedno veliko kombiniram z ostalo telovadbo, ne, to se pravi, recimo, da tečem 30 km na teden, tako nekako, ne, tako, ni 30, 40, čisto zavisi, kakšen trening imam, pa koliko časa imam, ker če imam veliko aerobike, če nadomeščam aerobiko, potem tek spustim, ne, včasih bolj šteje, recimo, danes sem 5-6 km v 40 minutah prelaufala, ker sem si vzela tak easy sprostitven tek, tako da včasih je bolj čas, včasih so pa bolj kilometri, ne, tako da to v bistvu malo, zato ker kombiniram še z vajami za moč, v bistvu z vsemi temi zdravstvenimi fitness komponentami hočem čim več tega vključiti čez teden, ne, tekom tedna noter, da lahko pač imam čim boljši performance, no, tako. Ja, iščem pač recepte za hitrost, dolgoživost, čim boljši tekaški staž, no, pa sem zelo psa rabim, aerobiko se moram polotiti, nore stvari, mogoče preveč za mene, ta moment, ampak aerobiko
še vedno pač inštruiraš, še zmeraj se s tem ukvarjaš intenzivno, ja? Tako, pri koroni jaz sem pred korono sem jaz kar dobro živela od tega, ne, potem pa po koroni seveda, ne, tekom korone in po korone je bilo tako malo bolj neugodno za tiste, ki smo delali v fitness industriji. Zdaj pa imam spet ene par ur manj, tako da to vedno pol pokombiniram še s kakšnim svojim treningom, ne moram pa več tako hoditi zaradi tekaških treningov, kot sem prej, da sem šla ful kolegom še na ure, da sem ful več delala bootcampov, pumpov, mobilityjev, zdaj to pač moram, ne, malo drugače zorganizirati, to, kar je prioriteta tek, ne. Še vedno pa recimo, ja, probam pač vsak dan neko obliko fizične vadbe narediti, če ne celo 2 treninga pod narekovaji na dan, no. No, zdaj mi je vse jasno. 30 Ja. kilometrov tekaj vrh glave, če narediš še vse ostale komponente, ki si jih omenila, in to sigurno drži, da si fit pripravljena tudi za, rekel, to je vse kardiovaskularni trening, dodajaš pa še mišično moč, pa eksplozivnost, pa... Ja, pa tako, vse pač od hitrosti do eksplozivnosti, do okretnosti, do ravnotežja, do pač zakrepitev in moč telesa, v bistvu tako, veliko delam tudi na koordinaciji, ne, tako da potem delam tudi kakšne, na aerobiki, ko imam se tudi kakšne take specifične vaje naredim, ko vem, da bojo meni kot tekačici koristile, ne, tako da v bistvu probam čim več izvleči v tem času, ko ga imam, no. Veliko mobilityja pa stretchinga naredim s kužki na sprehodu, veliko tudi v ateljeju naredim, ker zdaj trenutno sem v svojem ateljeju, ne, tako da pač probam nekako se uravnotežiti, no. Ko si ravno omenila atelje, ne, ja, mnogi te poznajo tudi kot vrhunsko umetnico, kot slikarko, oblikovalko, in to mi pa še ena, bom rekel, fascinantna stvar pri tebi, ne poznam veliko pač umetnikov, ki bili res v tem, bom rekel, načinu samoizražanja, pa da bi bili na drugi strani še tako izjemno fizično aktivni. No, ti si se tle našla, ja, in likovno ustvarjanje, pa šport, pa to. Daj mi povej, kaj je bilo prej? Tvoja umetniška plat, športna plat, ali je tvoje rastlo eno z drugim? V bistvu sta obede področji tako močni, da ne vem, kaj je bilo prej, je pa res, da pride obdobje, ko eno prevladuje nad drugim, ne. Recimo moji starši so humanisti, niso toliko športniki, ne, oni so mene skozi bolj usmerjali v recimo umetniške vode, ne, pa niso, pri športu so me podpirali, ne, tako pač so me pustili, da počnem, kar želim, ne, ampak pa recimo pri umetnosti so mi pa prav tako odpirali vrata, so me pa res podpirali, ne. Tako da mi je mogoče bila ta umetniška pot malo lažje poslana, ne, kakor športna, ne, ampak ne morem pa jaz športa spustiti, zato ker če jaz nisem športno dejavna, potem jaz ne morem sedeti in delati, ne. Pa tudi v bistvu vsi vemo, da šport, ne, nekako ne, te endorfini, ki se sproščajo, tudi vplivajo pač na to, kako ti doživljaš bolečino, od psihično in fizično, in mene to dejansko bolj odporno dela, in bolj motivirano, ne samo za tek, ampak tudi za druga področja, ne, na življenjska področja, zato, kakor smo prej rekli, zakaj maratona ne tečem, jaz maraton tečem na drugih življenjskih področjih, ne, tako da sem pri teku dala pač manj časa, ne, zato jaz si tudi ne morem privoščiti, da bi tako kot ti maratonci 100 kilometrov naredila, ne, pač to pri meni ne gre, zato ker imam maraton drugje, ne. Na kakšen način se pač potem na likovnem področju izražaš? Jaz nisem poznavalec tega področja, povej mi, kako ustvarjaš, ne vem, v kakšnih tehnikah deluješ, razstavljaš tudi, ne, brž pa prodajaš svoje dela, še mogoče ta vidik mogoče tvojega bivanja in dela. Zdaj od umetnosti žal ne živim, ne, je pa res, da imam status samozaposlene v kulturi, to pa dobiš na podlagi referenc, to se pravi, koliko si pride not, razstav, pojav, koliko je bilo objav tvojih del, nagrade, štipendije, karkoli, tako da zaenkrat pač to ni nič dobičkonosnega, vsake toliko res kaj prodam, res kakšno naročilo dobim, ali od kakšne založbe ali od kakšnega privatnika, ampak načeloma od tega ne živim. Zdaj trenutno sem učiteljica slikarstva v šoli, slikarski šoli Ane Marije Horvat, naslednje let bom na Gea College bila visokošolska profesorica za ilustracijo pa risanje in slikanje, tako da v bistvu
na ta način jaz lahko denar zaslužim, dejansko s svojimi deli ne. Zdaj, trenutno sem se tudi mogla zelo specializirati za določena področja, tako da zdaj izključno probam delati poljudno znanstveno ilustracijo v različnih tehnikah, predvsem v tehniki svinčnika in tankih flomastrov. Delam tudi za Slovenian Veterinary Research. To se pravi, tam sem kakor likovna urednica in glavna ilustratorka, ampak se pravi, to spet ni nekaj, da bi jaz zdaj blazno bogatela s tem, ne. Zdaj pa trenutno pač sem tudi sprejeta na doktorat, kjer si pa želim, umetniški doktorat, kjer si pa želim ilustrirati enciklopedijo telesne mačje govorice, tako da v bistvu lahko združim to svojo umetniško izobrazbo in to svojo mačjo izobrazbo in lahko nekaj naredim, dajmo reči, ko bo res koristno, ne, da bomo mačke boljše razumeli in z njimi sobivali. In tudi v bistvu profesionalci oziroma strokovnjaki, ki delujejo na mačjih področjih, od veterinarjev, zaposlenih v zavetišču, saloni, varuške in tako dalje. No, tako da bo več ljudi lahko z mačkami bolj sobivali, tako. Bolj obzirno sobivali. No. Tako da v bistvu zdaj načeloma več ali manj rišem živali, floro in fauno in v bistvu mačjo telesno govorico. Zdaj samo še to, no, ker ni časa za kaj drugega. Ja. Mislim, kakšne sinteze vlečeš iz dejavnosti v svojem življenju, no? Res me to navdušuje. Pa začela so s psi, da so pa pri mačkih, ne? Pravijo, da smo ljudje, mačji ljudje, pa pasji ljudje. Ne? Jaz sem imel v mladosti, smo imeli pse, take in drugačne, zdaj na stara leta sem malo len, pa smo enega mačka pač našel, sem ga z otroki najdel v eni gmajni, pa smo ga posvojili. Zdaj je maček tisti, ne, ki nas preokupira, oziroma nas ne, ker on dela tisto, kar sam hoče, jasno. No. In si ne predstavljam, no, pa se včasih doma pogovarjamo, kaj pa če bi še kakšnega psa mogoče zraven tega imeli, pa si ne predstavljam, kako bi to koegzistiralo. Ti pa praktično dva taka svetova, ko sta mačji in pasji, uspešno združuješ, ne samo v športu, tudi kot si sama rekla, ne, v delu. Ti imaš celo, mislim, svetuješ sobivanje z mačkami, študiraš, izobražuješ skrbnike mačk, sama si lastnika poleg psov, še celega kupa mačk, ne. Mislim, zdaj videl sem en video na Instagramu, kako maček kače, ne, po tistih poličkah in ga učiš in potem sem rekel, zdaj bo pa še pes prišel, no, sploh se mi ni bilo jasno. Povej mi, kako pa ob vsem tem, kar si doslej počela, pa mački pridejo v tvoje življenje in ne samo to, da mačke začutiš na ta način, da sedaj praktično študiraš ne samo njihovo fizično obnašanje, tudi njihovo psiho, tudi rekel, njihovo evolucijo na en način prilagajanja in vse ostalo, res noro. V bistvu začeli se tako, ko me prvi maček najdu, ne, pol je pa to sprožilo en tak domino efekt. Potem sem bila veliko prostovoljka v teh raznih društvih za zaščito živali, kjer sem ugotovila, da pač tam ne vem, če mi je res korist živali, da v bistvu vsa deluje po nekih lastnih vrednotah in premalo po neki treznosti. Na koncu sem najlažje in najdlje sodelovala z zavetiščem Gmajnice in sem bila prostovoljka na projektu prostoživečih mačk. In pa sem tudi in v bistvu sem začela mačke študirati zaradi tega, ker sem sama pristala s prevelikim številom mačk, videla sem, kako društva delujejo oziroma in videla sem, kako zavetišče deluje in se mi skozi del, da lahko nekaj izboljšamo tukaj, ne. Takrat sem bila, v bistvu jaz sem primarno šla to študirati zaradi svojih mačk in zaradi tega, ker sem jaz želela v zavetišču delati z mačkami, ne. To je bila kar huda bolečina, ker mi to ni uspelo potem v zavetišču dobiti službe, ker pač tega delovnega mesta ni, ne, pač ni. Denar gre v drug kader, ki je bolj potreben, ne, ampak v bistvu recimo za pse imajo inštruktorje, ne, za mačke, da bi se pa mačke pripravili za nov dom in imeli nek izobraževalni program tako za mačke kot za bodoče in obstoječe lastnike, pač tega ni in jaz sem se ful časa trudila, da bi to šlo skozi. To sem pač to spustila z rok, potem sem bila dolg časa mačja varuška pa svetovalka, potem sem se tudi od tega distancirala, zaradi tega, ker pač ugotoviš, da ni važno, koliko veš o mačkah, ne, ker če nisi ti strokovno sposoben za delo z ljudmi, ne, in problematičnih mačk ni, probleme mačkam delamo mi, in v bistvu sem prišla do tega, kakorkoli
si pomagal nekaterim, je v bistvu zelo hiter, ugotoviš, da mogoče za par procentov samo zmanjšaš škodo in da v večini primerov pač se počutiš nekoristnega, ne? Zato, ker pač ljudje ne upoštevajo navodil oziroma ne upoštevajo usmeritev, in sem malo izgubila voljo do tega, zato sem se zdaj bolj v te znanstveno-študijske vode in res mene pač psihobiologija mačk zanima, to se pravi od njihove res, kako si rekel, evolucije do v bistvu do tega, do genetike, epigenetike, mene to vse zanima, ne. Tako da jaz imam sebe ne za neko strokovnjakinjo mačjo šepetalko, ampak res enega cat geeka, ne, ki je zelo radovedna in bi vse rada razumela in bi vse rada potem ljudem predstavila, da bi to razumeli, ne, ker sem tudi ugotovila, da v bistvu karkoli jaz govorim ljudem kar ni jasen in mogoče bom pa s to enciklopedijo nekaj pokazala likovno, kar mi ni uspelo v vseh teh letih ubesediti, z besedami nekomu povedati, ne. Tako da, ja, in to je pač moje delo z mačkami in jaz še vedno rada delam z mačkami, ful jih rada treniram, ampak treniram v smislu, da jih pripraviš na življenje, da je njihovo življenje bolj zabavno, ne, pa v bistvu seveda, da tudi, ne, oni malo naredijo telo in vadbo, no. Tako da v bistvu to mi je ful zanimivo, me prav fascinira, tako da imam v bistvu trenutno 3 pse, 3 mačke, in probam vsak dan z njimi kakšno ušpičiti. Je res, da mačka tako kot psa lahko naučiš, da sede, da ostane, da gre k nogi in prej? Ja, sploh pa, če so visoko motivirane za hrano, jih sploh lahko marsikaj naučiš, ene stvari celo lažje kot psa, ne. Tako da vsi mislijo, mačko sem naučil sedi, mačko sem naučil petko, ne, mačka to že vse zna, ne. To mačka že vse zna, ne. Tako da, ja, dajmo tako reči, marsikaj se lahko drugega naučiš, da lahko, ko ti rečeš sedi, se mačka usede, ne. Ampak ona bi se itak usedla, ne. No, a drži, mislim, ta stereotip ali kakorkoli že, no, da psi so pač zvesti ljudem, medtem ko mačkom so pa zvesti bolj ljudje kot obratno, a ne? Se pravi, maček ima svoj je bolj pameten kot pes, pes je pa bolj lojalen, ubogljiv, ali je to pač bolj Nekaj je na temu. Nekaj je na temu, zaradi tega, ker mačke so pa čisto evolucijsko tako narejene, da v bistvu v prvi fazi, v prvem planu zase poskrbijo, ne. To se pravi, ne bom rekla, da so egoisti, ker niso, ampak pač tako so narejeni, da prvo pač za svojo varnost poskrbijo, pol pa šele grejo naprej. In v bistvu dostikrat rečejo, ne, hvala, ne zdaj, psi so pa bolj, dajmo reči, naklonjeni nam in v bistvu več potrpijo. Mačka se bo hitreje umaknila, v bistvu mačka se bo umaknila, ne, preden bo odreagirala. Pes pa pač še vedno je primarno, da hoče ustreči, vseeno pač bitje tropa, dajmo tako reči, če se lahko izražam, čeprav so mačke zelo družbeno plastične in tudi živijo v kolonijah in so navajene v več živalskih, več mačjih domovih živeti, v bistvu so, ker če ne bi bile, to ne bi bilo mogoče. Ne, tako da v bistvu so pa res, da imajo svoj ne, prvo je jaz, pol je njen ne, pa mogoče lahko, ne. Bi rekla, da so določeni ljudje bolj za mačke, pa drugi bolj za pse, ali je to tudi še eden od tistih? Ja, bi rekla zaradi tega, ker jaz mislim, da z mačko zelo težko dela oseba, ki želi dominirati, ne. Zato, ker mačke ne moreš dominirati, ne, in potem te lažje delujejo s psmi, ne. Tako da pri mačkah moraš sprejeti to individualnost, ne, to avtonomnost in več jim daješ občutka kontrole in svobode, boljš bo. Večkrat upoštevaš njihov ne, raje te imajo, ne. In v bistvu je tako enostaven recept, ne, tak splošen recept, ampak pač naša samoregulacija čustev in dejanj je pa tako skrajno ne v skladu z mačjo bitjo, ne. No, odkar imamo mi zdaj mačka pri hiši, to je zdaj že 2. ali 3. leto, smo se navadili pač tudi nanj in smo veseli, včasih pride zvečer ob 10, skoči na posteljo in se mi zavali direkt na blazino zaradi moje glave in potem nekaj časa prede, me 2-krat popraska za ušesom, pač jaz se s tem sprijaznim ali pa ga vržem dol, če hočem spati, ali pa ga pustim, pač malo slabš spim, ker se ob 2 do 3 zbudim, pa mačka navrh glave, ampak je to nekaj posebenega, ob 4 moram pač vstati, ker hoče iti ven in tako naprej, ampak je, bom rekel, osebno zadovoljstvo, ko potem ta maček pride nazaj,
včasih pride s kakšno mišjo ali pa kakšno drugo živaljo, včasih sploh ne pride 2 dni, ni ga treba ven peljati, ker se sam pelje, je pa, ko pride, pa se pocrklat, je pa prav lušterno, je pa vreden pač vsega tistega. No, pa se mi zdi, da ni veliko dela z njim, če mu pustiš svoj življenjski prostor, po drugi strani je pa, nas pa razveseljuje na vsak način, mogoče še celo bolj kot pes, s katerim bi imeli več dela. Ne vem, kaj ti misliš, kako ti funkcioniraš v mačje pasjem svetu doma? Jaz kot prvo sem za to, da so mački zunanji oziroma notranjo zunanji, ker izključno notranji dom za mačke sicer pustimo neko odgovornost in to pač ni odgovorna do njihove biti, ne. In taki mački, ja, nevarnosti so takšne in drugačne stvari samo v temu, da pri izključno notranjih mačkih mi te njihove psihe ne prepoznamo, teh znakov stresa, ne, ki se kažejo v problematičnih vedenjih in v bistvu konec koncev tudi v boleznih, ne. Tako da v bistvu tako življenje, ki ga ima tvoj maček, je tudi življenje, ki mačku pripada, ne. In s to naklonjenostjo kratko in sladko, on v bistvu izkazuje, da vas ima rad. Pač eni mački, jaz imam tudi zdaj enega mačka, ke klopek je pripopen name. Ne morem se ga znebiti, ne, ampak pač on tak je. Imam pa eno, ki tega sploh ne rad, ne, ampak vem, da me imata obadva neskončno rada, ne, in jaz njuda neskončno rada, ne. Sam pač moraš vzeti to, kar ti dajo, ne, in ti moraš dati tisto, kar rabijo. In se pravi, enostavni recepti. Minami Cat, praviš, je še vedno tvoja asociacija, tvoja, bom rekel, Ja. firma, družba, s katero pač širiš to znanje o mačkih, svetuješ, imaš še stranke, se že s tem ukvarjaš, imaš čas še? Zdaj tako za svetovanje stranke vse preusmerjam na moje kolegice. Recimo glede izobraževanja ali pa mentorstva ali pa kaj, pa še vedno ostajam na sceni, zato ker pač zdaj sem se odločila, da sem doktoratu posvetila in bom šla bolj v te znanstvene vode in preprosto nimam več časa in energije se ukvarjati s tem, ampak se pravi, še vedno z Zavetiščem Ljubljana imamo v planu ene par izobraževanj, ki bojo tako primerna za, dajmo reči, mačje sužnje ali pa ne, ljudje, ki se ukvarjajo z mačkami, poslovno ali prostovoljno, ali ki so lastniki mačk, tako da že glede tega bi bilo mogoče fajn Minami Cat spremljati, zato ker pač tudi vstopnina ni neki, je 30-40 evrov, ne, in je res cel sklop enih predavanj, ki bojo koristila vam, v bistvu celi družini in tudi mačkam, ne, tako da v bistvu zdaj sem šla bolj v izobraževanje kot v svetovanje, zato ker so punce, ki imajo več voljen na tem področju, jaz sem jo že malo izgubila, pa tudi sem že v teh letih, ki bi rada res nekaj velikega naredila, res en tektonski premik naredila, ne, seveda, se pravim, to je maraton, ne, mogoče ne bo dočakal v mojem življenjskem obdobju, ampak mogoče bojo pa te, ki bojo prišle za mano, punce ali fantje, mogoče bojo pa oni to, ne, nosili naprej, pač to moje poslanstvo, no, tako jaz gledam za generacijo za mano, če ne bo ta generacija tega usvojila, no. Noro, življenjsko delo, praviš. No, mislim, res zanimivo, še jaz bom malo več poklikal na tvoji strani, Minami Cat, pa tudi spodaj, spoštovani spracanje, link, obvezno pogledajte, če ste blizu kakega mačka, če se kak maček klati okrog vas, če ga boste pa posvojili, ne še bil še majhen, vem, da so mački, ki so starejši, pa so prosto živeči, se ne dajo potem več kar tako ukrotiti, pridejo še šavsati kakšno klobaso, ampak jo hitro odnesejo, ja, ne bojo pa več domači, ampak nič ne deja, ne. Če bolje razumete mačke, bolje razumete svet okoli sebe, morda tudi sami sebe. Tisto vprašanje, ki sem ga prej na en način hotel izpostaviti, pa če bi si sam želel umisliti tudi psa, ne? In verjamem, da imaš ti ogromno izkušenj s tem, pa ogromno tudi vprašanj. Kako naj pa zdaj naš Kužek pa naš Mucek, pa ali bo to šlo sploh skupaj, ali se bosta pobila, ali je to sploh smiselno, ali je treba sploh oceniti, če je niže maček prestar, pa pes prestar, oziroma, ne vem, vprašanja, mogoče glavna, ki se porajajo, oziroma če tle lahko obstaja neka, neko sobivanje, sožitje. V bistvu so eni protokoli,
ampak te protokoli pač zelo zavisijo od pač staroselca in prišleka. To se pravi, od starosti do te družbene plastičnosti, do, ne vem, včasih spol igra vlogo, včasih ne. Recimo, ne vem, samice znajo biti mogoče malo bolj zoprne, ampak če kakšna samica dobi kakšnega mladička, lahko se vzpodbudi pač ta materinski gon. Skratka, pol je enih dejavnikov, ki lahko vplivajo na to združevanje, sprejemanje in nadaljnjo sobivanje, ne. Vedno je pa fajn pač postopno začeti, ne, to se pravi, da je recimo vizualni stik ta zadnji, ampak jaz vam rekla tako, jaz pri svojih živalih tega ne počnem, zato ko vem, kaj delam, pa vem, koliko sem se pripravljena investirati v to, ne, in sem pripravljena tudi posledice nositi. Tako da jaz se sama drugače lotevam lastnih združevanj, kakor jih sugeriram drugim oziroma predlagam drugim, zato ker je pač treba toliko enih dejavnikov, tudi v bistvu kakšne so prostorske zmožnosti za dve živali, če se bosta razumeli, če se ne bosta razumeli, ne. Je pa tako, se pravim, fajn je narediti en program, ampak tega se noben ne drži, to smo zdaj pri drugem, ne, problemu, ne. Ker vsi bi radi prehiter pa takoj in ta prehiter pa takoj je pač živali se ne znajdeta, kaj bi, ja dajmo se skregati, ne, mislim, in pol ta prvi vtis, ne, ki je zelo napačen, zelo neugoden, ne, lahko je v bistvu zelo slaba popotnica za nadaljnjo sobivanje, ne, tako da je treba biti zelo pazljiv in res postopno jih združevati preko vonja, preko zvoka in še na koncu recimo z vizualni stik, pa šele fizični stik. Koliko časa to traja? Ne vem, lahko je to 3 dni, lahko je to 3 mesece, lahko to ni nikoli, ne. Vedno pa mogoče fajn zbrati, če že zbirate preverjenega psa, ki ima dober odnos z mačkami, ali je imel, ali pa mačka, ki že mogoče imela pozitivno izkušnjo s psmi. To so vse ene take stvari, ki pripomoreta k temu, da bo to uvajanje lažje, ne. Tako da če se odločite za psa, preverite, kakšne ima izkušnje z mačkami, če je maček zunanji, mogoče ni glih fajn, da ima pes to tendenco, da preganja mačka, ne, ali pa da mačku teži. Tako da treba je v bistvu, jaz tudi rada pri tem združevanju zelo rada poudarim, če se ena žival ne želi družiti, ne združuješ. Pač ne združuješ. Nagrajuješ razdaljo, nagrajuješ ignoriranje. Čisto simple, ampak spet, mi si ne moramo pomagati, hočemo biti vsi na kupu happy bag, big happy family, ne, in pol gre vse narobe, ne. Pač puste, ne, vsak svoje, ne. Tako da, se pravim, jaz imam rešitve, jaz sem ful rešitev, ampak noben jih ne izvaja. Ljudje božji, tle imamo svetovno prvakinjo v teku s psi, pa doktorico mačjega vedenja in vi je ne poslušate. Sram vas bodi. Še enkrat tale podcast, pa vse poklikati spodaj, tudi jaz bom, ja, pridem. Res pravim, premalo poznamo naše domače živali, ja, pa spreč pametujemo, pa ne vemo, zakaj se obnašajo tako kot se. Saj vem, tudi naše bližnje premalo poznamo, pa se premalo pogovarjamo, ampak morda je naša skupna žival, ja, pa recimo ena pot, da se bomo pogovarjali tudi o sebi več. Ja, pri nas imamo mačka, imamo morskega prašička, odlično se združujeta, ker je morski prašiček v kletki. Ja. Maček pa na kletki velikokrat spi, v začetku je še malo praskal, spodaj pa gotovo, da ne bo ujel te kosmate kepe in sedaj lepo, ko eksistirata tako. Evo, pa smo nekaj rešili. Pšenica Kovačič, mislim, izjemna sogovornica si pred tem pogovorom so ugotovila, da ima sigurno tem za neke 3 ure, pa da rada govoriš, to smo sedaj že ugotovili, ampak te je čudovito poslušati. Res, eno stvar moram na vsak način izpostaviti, upam, da ne zameriš, ne? Pa v tvojem imenu še malo kasneje. Tvoj pedigre je res fantastičen. Morda poslušalstvo in gledalstvo ne ve, da si ti hči koga drugega kot Janija Kovačiča, ja, znanega slovenskega kantavtorja, pevca in izjemnega glasbenika in vnukinja Lojzeta Kovačiča, enega boljših slovenskih pisateljev. Mislim, noro, kaj se vse v tebi, kakšna kri v tebi, ne, vre, mislim, te ta, bom rekel, zgodovina, vsi ti geni, recimo, meniš, da je tudi to v tebi potem naredilo tako mešanico, rekel, izjemne posameznice? Mislim, definitivno očeva linija, pa tudi mamina linija. Moja mama je tudi zelo, mislim, tako bom rekla,
Če jaz ne bi imela tako dobre genetike in tako dobrih staršev, ne, da bi tako lepo skrbela in verjela zame, mene ne bi bila zdaj tako uspešna. Ne. To je vse zaradi podpore družine. Ne. Moja mama je tudi profesorica na pedagoški fakulteti, je strokovnjakinja za mladinsko književnost, tako da ima tudi od nje dober pedigre. Tako da meni drugega preostalka, da grem jaz tudi v akademske in umetniške vode. Ne. Tako, ne. Pot je bila začrtana, Ja, trajektorija je ja, bila ni jasna, bilo zrela. druge. No. Ja. Drugač pa ne, moj oči, ne, poleg tega, da je znan Slovenc, ne, je predvsem moj oči, ne, in je najboljši sopotnik na teh tekmovanjih. Zdaj je to, ki je upokojen, da je samo hod po tekmah in navija zame in skrbi zame in to, no. Prav. Ja, Vem, da je bil učitelj filozofije, kaj ne? Tudi, ja, pa ja. mislim, poleg tega, da je glasbenik, je doma tudi veliko prepeval njegove Um, znane komade, se ja, poznate, ja, Žareta lepotca, pa Delam, pa ja. podobno, ja. Tako da jaz zelo težko hodim na njegove koncerte, ker sem jih skozi imela doma. Pa, mislim, pevske žilice pa nimaš, menda, ali kako, ali pač. Mislim, raj ne pojem, ampak boljš, da ne pojem. Ne. To bi bilo pa že prehuda, da bi imela pa še talent za petje, to bi bilo Ne, že. ne, ne, to pa ne. Mislim, sem pa igrala prečno flavto, ampak sem se pol nekako namesto za flavto odločila za slikarstvo. Dajmo reči, da je slikarstvo sigurno pridobilo, prečna flavta je izgubila, morda, ampak vse prečnih flavtistk je že dovolj, slikark morda malo manj. Imaš morda, tvoj oče še igra, recimo morda ljubiteljsko ali celo nastopa tudi še vedno? Še sam delam mečkam bolj zahtevne projekte, kaj vse, niti ne vem, ampak recimo veliko dela z Vito Mavrič, pa se še s kakšnimi drugimi poveže, se pravi, jaz tako malo zelo slabo sledim, sledim, ampak naredil je Orfej iz pekla od Kuliševiča, ne, recimo je bil zelo dober projekt, ne, polje, se pravi, jaz imam zelo slab spomin glede teh stvari. Skratka, kar ene par projektov je naredil takih huge, ki ni bila samo uglasbitev, ampak je bila tudi knjiga napisana, CD izdan, nastopi, tako da ga je treba malo pogledati, kaj zdaj dela. Je pa res, da so že mečkam bolj taki sofisticirani projekti, eni so zelo težki, ne, tako da niso za vsakega, ne, tako da to, še ustvarja, še. Izjemno, izjemno. Tisti, ki ste Janija Kovačiča nehali spremljati v 90-ih, morda je čas, da spet, ja, preverite, kaj počne, kaj pa imaš morda ljubiti roman svojega deda, si mogla kaj prebrati, si prebrala po lastni želji? Tam pa nekaj povedala, jaz niti ene njegove knjige nisem prebrala. Nisem. To ne počaka za penzion, Ja. kako temu praviš. Ja, ne, to bom pol, pač ne, nisem. Jaz v bistvu sploh leposlovja ne berem, ne. To je prva stvar, ne, pač ne, jaz sam berem bolj, dajmo reči, take strokovne publikacije, ki pač mene literatura ne zanima, mogoče zato, ker moja mama iz književnosti izhaja, moj oče iz glasbe in potem sem se jaz malo teh stvari kar distancirala, no, tako. Ne zato, ker je to moj dedek, ampak zato, ker pač ne berem leposlovja. Pošteno. Ja. Ti je oproščeno. Ja. Tudi dedek bi ti oprostil, najbrž glede na to. Bomo že brali prišleke na stara leta, zdaj je treba svetovne krone pobirati. Sorry, dedi. Ja, takole, zdaj. Tako je. Kdo je dal idejo v vaši družini, mati, oče ali oba, pač, da te poimenujejo Pšenica, tvojo sestro pa Kresnica? Za mojo sestro se točno ne spomnim kako, ampak ko je bila moja mama noseča z mano, je brala ljudsko pravljico Pšenica najlepši cvet. Ne? In potem sem pač dobila to ime po tej pravljici. Sta sestro v mladosti imele tudi kar nekaj težav z vajnimi, bom rekel, malo bolj nenavadnimi poimenovanji ali kako? Mislim, vedno je bilo res neugodno se predstaviti nekje v družbi, ne, pač sploh pa vedno mlajši si, vedno huje je bilo, pa z leti je bilo boljš, ampak itak je pa to pač malo te utrdi, s časoma na začetku sem si itak želela, zakaj nisem Nike ali pa Ana ali pa ne vem, ne, ampak pa rečeš, ja pač tako je, seveda se hočeš tudi preimenovati, vse možne ideje sem že imela, ampak pa si pa rečeš, ne,
Zdaj pa pač tako, jaz sem že cel life tako, kaj bom zdaj to spremenil, ne, mislim. Pa se navadiš, pa ti je to normalno, tebi je to normalno, pa se tudi nehaš sekirati, ker drugim ni normalno, ne. Pa začenjaš spoznavati ljudi, ki imajo nenavadna imena, ne, pa ti pa še bolj, ko, živijo, ne, pa ti pa še bolj, ne, normalno, ja. Jaz bom rekel, glede na to, kakšna imena trendirajo danes, včasih kakšnega ne znam prebrati, vsem spoštovanjem vseh staršev, ki pač iščejo čim bolj eksotične izpeljanke, pač vseh možnih imen. Pšenica je tako lepo slovensko ime. Ja, sej ajda tudi, nič ne reč, ne. Pa koruza, koruze nobene ne poznam, no, ampak to bi kar malo tako. Ampak zakaj pa ne? Pšenica, mislim, pšenica. Pa še baje alergična nisi na gluten, kar je pa sploh dodana vrednost. Ja. Si preverila, ba je tudi to? Sem preverila, nisem, ja. Ta bi bila kar, ja. To bi bila pa ironija, malo, ja. Pšenica, pšena te tudi kdo pokliče, je v redu to, ampak mora biti pa bližnji, ali kako? Mislim, jaz vsakmu rečem, ko smo že na ti, da sem lahko pšena, no, tako, da se ne zatika, da ni predolgo, no. Ampak nisem pa občutljiva, kako me naglasi, zato ker marsikatero ime tudi jaz narobe naglasim, sploh pa od mojih tujih prijateljev, ne, tako da, ne, sem kar tolerantna. Si kdaj prevajala komu svoje ime, da je bolj razumel, kaj pomeni, ja? Ja, pogosto, ja. V katere jezike? V angleščino, kaj drugega? Ja, večinoma angleščino kaj drugega že ne govorim več dobro, tudi angleščino bolj tako. Ja. Pšenica, res izjemno. Pa, ko sem prvič ujel tvoje ime s tekom sicer povezano, ne, me je že to intrigiralo, ne. Potem pa, ko sem malo v tem prebiral, pa je bilo to čisto običajno, sem rekel, gotovo še kakšna pšenica, ki je zunaj. Še obstaja še kakšna pšenica morda? Jaz osebno ne poznam, morda obstaja, je pa priimek pšenica. Ja, ali pa pšeničnik, ne, to pa so priimki, ja. Celo poznam, mislim, da eno punca, ki se pšenica piše, in drugo kolegico, ki se pšeničnik piše. Tako da smo se hecali, če ima brata, pa je rekla ta pšenica, da je že oddan. Pšenica, to je bila dobra kombinacija. Še točka Klemen. Jaz sem mislil, da je Klemen umetniško ime, potem pa ugotovim, da je to njegov prav priimek. Ja. Da so se imeli tudi smisel za humor v družini. Tako da, urca pa pol, až kako hitro mine. Ja. Tvoja najdaljša razdalja, ki si v življenju pretekla, pa je? Mislim, jaz sem 5-6 let nazaj tudi 10 kilometrov šla teč, no, tako da je bila po mojem 10-12 kilometrov, ja. Imaš morda za naslednjo sezono ali pa naprej kakšen cilj, da bi pa vendarle se poskusila moče malo daljši, ker vendarle se družiš zdaj z maratonci, ja, ki grizejo pa polovičke, pa govorijo samo o tem, ja. Mislim, prvo bi rada dobro naredila svojo petko, ne, zakaj jaz na petkah zmagujem, zato ker tiste, ki dobro teče, grejo vse na 10 ali pa na 21. Ja. Taktika. Ne, ampak jaz grem na petko zato, ker meni 10 preveč, zato ko ne. Tako da zdaj prvo bi rada mogoče se sama potrudila na petki, da vidim, kako mi gre na petki, pa bi se potrudila na 10. Mogoče, mislim, zdaj tak dan prednost tem canicross tekmam, ne, tako da pa bom videla, kdaj mi kakšna tekma tako pride, ne, pa bom šla s temi kejžerčki, bomo šli na kakšno, no, tako pač, pa se je fajn, da kdo gre tudi na petko, ne, tako da imajo enega še za petko pokrit, ne. Jaz trdim, da je petka najbolj podcenjena razdalja v tekaškem svetu pri nas. Ravno danes sem se pogovarjal s svojim urednikom pri Tekaču o tem, da res ne vem, zakaj smo Slovenci tako obsedeno tekmovalni, da če ni 10, pač noben niti ne odmahne z roko, medtem ko kje drugje je pa petka, ne samo taka intro razdalja, pač pa tudi zelo tekmovalna disciplina, kjer lahko dejansko pokažeš, iz kakšnega sveta si, ko gre res za res pri hitrosti, tako da petko, drži se petke, Pšenica. Zaenkrat, ja. In pozivam vse organizatorje tekaških prireditev, da še kakšno petko več vključijo v program. No, petko pa canicross, ne, lahko, mislim, se pravim, jaz nisem zdaj tukaj neka vodilna na tem canicross, v canicross kulturi, ampak tudi, če kakšen organizator želi canicross opeljati kot neko disciplino, lahko mene kontaktira, mu pomagamo organizirati, mislim, svetovati, kako to organizirati, ali ga pa preusmerim na tiste, ki imajo več izkušenj pa znanja, ne.
Tako da res bi bilo fajn, da se ta scena razvije, ker tako res lahko vsak pride s kužkom. Ni treba, da ima psa prav zato, da je sam prav tekač, ampak važno je samo, da ima volo, pa nima kakšnih hujših omejitev. No? Je koledar za naslednje leto morda že narejen, že veš, kje boš približno se gibala, ali to je še čas za to? Problem je, da te tekme niso tako vnaprej določene, vsaj datumsko. Ne? In kakšne zveš, recimo, kakšen mesec, dva prej, je pa tako ukvirno, pa je. Pač šla bom na te vse lokalne tekme, ko so v Sloveniji, probala bom iti na čim več teh tekem, ki so blizu izven Slovenije, pa na kakšno to močnejšo tekmo, tudi malo dol, ampak se pravim, pač to je tudi od financ odvisen, ne. Ko vsak tak izlet stane, sej pa 300, pa 400, pa 500, pa ne moreš, rada bi pa tako pač vsak mesec šla ven na eno tekmo, no, pasjo. To mi je želja, to mi je plan, videli bomo, kako bo šlo, če ne bom pa poštukala s kakšnimi temi brez psa tekmami, no, tako, Ja, po feelingu. Zdaj pozivam tam vse, ki imate opravka s psi, ja, da odprite močničke in s kakšno sponzorstvo. Ja, proti Pšenici Kovačič morda vržete zdaj svetovno prvakinjo, lahko date na plakat. Ja, ona bo delala reklamo za vašo pasjo hrano. Ja. Pasjo hrano Kin ima, to pa trgovina Doget mu prijazno daje Pro Nutrition Pure Life, tako da brikete ima, mi je pa res v interesu, da Kin čim več dobi. To mi je pa pač res, da imam njega pokritega, da on sam zase zaslušne. Jaz bom že nekak, ne, ampak tako, da bi pa on prosperiral zaradi tega, bi mi bilo pa tako res idealno, no. Držim pesti. Ja, držim pesti, da bo Kin postal prvi profesionalni športnik na področju v Sloveniji. Tako, ja. Mislim, idealna priložnost, kje ste sponzorji, mislim, idejo ste pa dobili. Tule v podcastu gre za tek epizodi 226, v katerem je bila moja izjemna gostja Pšenica Kovačič, veste, ste si mogli misliti, da je ona imela v mladosti odpor, fobijo pred javnim nastopanjem, zdaj se to nič ne vidi, izredno dobro ti gre. Sproščeno sem se počutil, bom rekel v temle pogovoru, ko me čakam, da te vidim kje v živo, morda na kakšnem teku, pa še kakšno reče Pšenica. Dejva. Tako, če ne bom pa prišel, ne vem, na tek Petra Levca, na skirico pridem. Lahko tudi brez psa, pa brez mačka, pa samo tako, da vidim to čudo v živo. Super je bilo, Pšenica. Hvala ti, res hvala za tvoj čas, pa za tvoje, bom rekel, izjemne insajte v področje, ki jih res ne poznamo, pa se s tekom izvrstno dopolnjujejo. Jaz bi se pa rada tebi zahvala za tvoj čas, ne, ko si ga samo zame vzel, ampak ko si ga za marsikoga vzameš, ne, ko pač se res trudiš za to sceno, da je malo bolj povezana, pa malo bolj prodorna, tako da hvala tebi. No, ja. Super je bilo. Spoštovani, spoštovane, veste, kaj morate narediti, lahko tudi polajkate, pošerate, tole komentirate, date vprašanje Pšenici ali meni, se naročite na kanal, pa pogooglate seveda, kje je vaša najbližja tekma v Canicrossu, da jo vsaj vidite v živo. Lep november še naprej, tudi tebi, Pšenica, in s Bogom. Hvala enako, čau. Čau.